Vsakič, ko se govori o dinozavrih, večini ljudi najprej pride na misel ena stvar. Seveda je to ogromni T-Rex, ki ga pogosto vidimo v filmih. A v resnici je zgodba o bitjih, ki so nekoč vladala svetu, še bolj nenavadna in veliko širša. Za tiste, ki tega ne vedo, danes obstajajo živa bitja, ki so neposredni sorodniki dinozavrov. Eno izmed njih je čebelji kolibri, ki je najmanjša ptica na svetu. Tako je lahek, da ga skoraj ne občutiš, ko pristane nate. Pravzaprav pa to še ni vse. Znanstveniki namreč menijo, da so sodobne ptice danes preostali živi sorodniki dinozavrov, ki so preživeli po velikem izumrtju pred milijoni let. Če imamo najmanjšega sorodnika dinozavrov, je povsem naravno vprašanje, kako veliki so bili največji dinozavri, ki so kdaj živeli na Zemlji. In tukaj se začne. To je zelo zanimiva skrivnost. Do danes paleontologi še vedno niso dosegli soglasja o tem, kateri dinozaver je bil v resnici največji v zgodovini. Vsak nov fosil, ki ga odkrijejo, lahko spremeni zapise, v katere so dolgo verjeli. Toda preden si ogledamo te velikane, moramo najprej razumeti, kako so se razlikovali od živali, ki jih vidimo danes. Trenutno je modri kit največja žival, ki živi na planetu. Lahko doseže več kot 30 metrov dolžine in tehta več kot 100 ton. Vendar pa živi v oceanu, kjer mu voda pomaga podpirati njegovo ogromno telo. Povsem drugače pa je, ko govorimo o življenju na kopnem. Če pogledamo živali, ki danes hodijo po kopnem, so sloni priznani kot največji. Toda če se vrnemo več kot 60 milijonov let nazaj, so bili kot majhna bitja v primerjavi z nekaterimi dinozavri, ki so nekoč stavali po planetu. Dinozavri niso bili vsi enake velikosti. Nekateri so bili skoraj tako veliki kot piščanec, medtem ko so bili drugi večji od številnih hiš, postavljenih ena na drugo. Po raziskavah so dinozavri živeli zelo dolgo obdobje, ki zajema Trias, Juro in Teredo. V milijonih let so se spreminjale tudi njihove velikosti, oblike in način življenja. Opazno je tudi, da največji dinozavri niso bili najbolj nevarni. Pravzaprav je bila večina pravih velikanov rastlinojedcev oziroma jedcev rastlin. Namesto da bi lovili, so svoje življenje preživeli z uživanjem ogromnih količin rastlin, da bi prehranili svoja ogromna telesa. Toda, kako znanstveniki sploh vedo, kako velik je bil dinozaver, če ni več živih primerkov, ki bi jih lahko preučevali? To je eden najtežjih delov paleontologije. Zelo redko je najti popolno okostje, najpogosteje najdejo le nekaj kosti. Številni ostanki dinozavrov so bili morda popolnoma uničeni zaradi časa, še preden jih je človek sploh našel. Zaradi tega morajo raziskovalci uporabljati napredno tehnologijo, da bi ustvarili jasnejšo sliko teh starodavnih velikanov. S pomočjo tridimenzionalnega skeniranja, računalniškega modeliranja in sodobnih anatomskih študij znanstveniki postopoma sestavljajo možno podobo, težo in velikost dinozavrov, ki so nekoč vladali Zemlji. In čeprav še vedno ne morejo dati 100% natančnega odgovora, kdo je bil resnično največji med vsemi, obstaja nekaj kandidatov, ki se vedno znova pojavljajo v znanstvenih študijah. Zato bomo v tem videu to raziskali. Preden pa začnemo, ne pozabite všečkati tega videa. To nam, ustvarjalcem vsebin, veliko pomeni. Najlepša hvala in zdaj lahko začnemo. Številka 5. Sauropozi teče je merilo za velikana višina, je le malo dinozavrov, ki se lahko primerjajo s tem. Predstavljaj si bitje, ki lahko doseže višino 6-nadstropne stavbe, ne da bi sploh skočilo ali plezalo. Tako ogromen je bil Sauroposeidon, eden najvišjih dinozavrov, ki so jih znanstveniki odkrili. In kar je še zanimivo, sprva sploh niso razumeli, kaj so izkopali. Leta 1994 so v Oklahomi, Združene države Amerike, našli fosile. Te kosti so bile tako velike, da sprva niso verjeli, da pripadajo kakšni živali. Nekateri so celo mislili, da gre le za del starodavnega drevesa, ki je sčasoma okamenelo. Toda, ko so paleontologi po nekaj letih natančneje preučili najdbo, se je pokazala presenetljiva resnica. Izkazalo se je, da so te kosti pravzaprav del vratu ogromnega sauropodskega dinozavra. In tukaj se je začela zgodba o Sauroposeidonu. Njegovo ime izhaja iz grške besede, ki se nanaša na kuščarja in na Poseidona, boga morja v starogrški mitologiji. Ime, ki resnično ustreza bitju, ki je videti kot iz legende. Na podlagi najdenih fosilov ocenjujejo, da je bila njegova skupna dolžina približno od 27 do 34 metrov. Njegova ramena so bila lahko celo višja od dvonadstropne hiše.
A tisto, kar je resnično osupljivo, je njegov vrat. Po nekaterih znanstvenih ocenah sta bila njegova glava in vrat lahko več kot 15 metrov nad tlemi. Zaradi tega Sauroposeidon spada med največje živali, ki so hodile po zemlji. Vendar pa obstaja zmotno prepričanje, ki ga pogosto vidimo na starih ilustracijah. Včasih so sauropode prikazovali z vratom, dvignjenim naravnostno zgor, kot pri žirafah. Vendar pa številne sodobne študije kažejo, da so svoj vrat verjetno pogosteje držali vodoravno ali le rahlo dvignjenega. To je bolj praktično za njihovo telo in manj obremenjujoče za njihov krvni obtok. Kljub temu je bil njihov vrat še vedno dovolj dolg, da so lahko dosegli liste, ki jih večina drugih rastlinojedcev v tistem času ni mogla doseči. Še ena presenetljiva podrobnost je zasnova njihovega telesa. Veliko znanstvenikov verjame, da so imeli sistem zračnih vrečk podoben tistemu, ki ga najdemo pri sodobnih pticah. Ti prostori notranjosti telesa in nekaterih kosti pomagajo, da so lažji, kot si večina ljudi misli. Z drugimi besedami, čeprav so bili zelo veliki, niso bili sestavljeni samo iz trdnega mesa in kosti od glave do repa. Zaradi tega je bolj mogoče razumeti, kako so lahko vsak dan nosili svojo ogromno telesno maso. Kljub svoji velikosti niso bili nerodni. Sauroposeidon je bil rastlinojed, ki je skoraj ves dan preživel v iskanju in uživanju rastlin. Ocenjuje se, da je potreboval ogromno količino rastlinja na dan, da je ohranjal energijo svojega telesa. Verjetno se je potikal po starodavnih gozdovih, območjih blizu rek, močvirjih in obalah, ki so bile takrat bogate z velikimi rastlinami. In zaradi njegove velikosti je bilo le malo plenilcev, ki so si upali napasti popolnoma odraslega Sauroposeidona. A vendar je bila situacija drugačna za mlade člane njihove vrste. Tako kot pri mnogih velikih živalih danes, naj bi bili mlajši Sauroposeidoni pogosto tarča mesojedih dinozavrov, ki so iskali lažje plen. Danes, kljub vsemu, kar smo izvedeli, to bitje še vedno obdaja veliko skrivnosti, saj njegov fosilni zapis še vedno ni popoln. Zato še vedno ne poznamo podrobnosti o njegovem gibanju, hitrosti in natančni teži. Vendar pa je ena stvar jasna. Če bi živeli v njegovem času in ga videli hoditi v daljavi, verjetno ne bi takoj pomislili, da gre za žival. Bolj verjetno bi ga zamenjali za premikajočo se goro. Toda čeprav je Sauroposeidon izjemno velik, se naš seznam tu še ne konča. Kajti naslednji velikan je še daljši, skoraj tako dolg kot 2 mestna avtobusa povezana skupaj. Številka 4. Number 4. Če je bil prejšnji dinozaver znan po svojem izjemno dolgem vratu, je naslednji pravi velikan, ko gre za težo in moč. Pravzaprav je že samo njegovo ime kot opozorilo, Dreadnoughtus. To pomeni, da se ničesar ne boji. In če bi ga videl v živo, bi takoj razumel, zakaj so mu znanstveniki dali takšno ime. Njegove fosile so odkrili v Patagoniji v Argentini, regiji, ki je že dolgo znana po izkopavanju nekaterih največjih dinozavrov, ki so kdaj živeli na planetu. Ko je raziskovalna ekipa našla njegove ostanke, so takoj opazili, da je okostje izjemno dobro ohranjeno. Ni šlo le za nekaj kosov kosti. Velik del njegovega telesa so uspeli najti, zaradi česar je to eden najbolj popolnih fosilov velikanskega titanozavra, ki so jih do zdaj odkrili. Na podlagi raziskav naj bi bilo njegovo telo dolgo približno 26 metrov. Njegov vrat je bil dolg skoraj 11 metrov, medtem ko je bil njegov rep skoraj tako dolg kot manjši avtobus. A obstaja še bolj presenetljiva podrobnost. Mnogi paleontologi verjamejo, da posameznik, ki so ga našli, ob smrti še ni bil popolnoma odrasel. Z drugimi besedami, Dreadnoughtus bi lahko zrasel še večji, če bi živel dlje. Kako so to ugotovili? Znanstveniki so preučili strukturo njegovih kosti. Nekateri deli okostja kažejo znake nadaljnje rasti. Nekatere kosti še niso bile popolnoma zaraščene. To je značilnost, ki jo običajno vidimo pri mladih živalih, ki še vedno rastejo. Podobno je najstniku, ki še ni dosegel svoje končne višine. Zato, čeprav je bil najdeni primerek zelo velik, obstaja možnost, da to še ni največja velikost, ki jo ta vrsta lahko doseže. Zaradi velikosti fosilov in zahtevnosti lokacije je trajalo več let, preden so lahko popolnoma izkopali vse njegove ostanke. To je bila zelo dolga operacija, ki je zahtevala natančno delo, da se pomembni deli okostja ne bi poškodovali. Po izkopavanju so fosile odnesli v laboratorije za podrobnejšo analizo. Tukaj se je začela ena največjih razprav v sodobni paleontologiji. Tako težak je bil pravzaprav Dreadnoughtus. Nekatere prve ocene pravijo, da bi lahko tehtal skoraj 60 ton. Kasneje so nekateri raziskovalci to številko postavili pod vprašaj.
Nekateri so trdili, da je bil lažji, drugi pa, da je bil težji. Skozi leta so različne znanstvene študije dale različne rezultate. Novejše analize običajno ocenjujejo njegovo težo na okoli 48 do 49 ton. Ne glede na to, katera številka je natančna, ena stvar ni sporna. To je ena najtežjih živali, ki so kdaj hodile po zemlji. Da bi vi predstavljali njegovo velikost, si zamislite težo več afriških slonov skupaj. Tako približno težko je bitje, o katerem govorimo. Toda kljub svoji zastrašujoči velikosti, to ni bil divji plenilec. Tako kot drugi veliki titanozauri, je bil Dreadnoughtus rastlinojed. Vezdan je potoval po starodavnih gozdovih in jedel ogromne količine rastlin, da je lahko vzdrževal svoje ogromno telo. Njegov dolg vrat mu je omogočal, da je dosegel široka območja svojega okolja. To, da je lahko dosegel široka območja, je tudi eden od razlogov, zakaj je ta fosil tako pomemben, saj je znanstvenikom pomagal bolje razumeti, kako deluje telo velikanskih sauropodov. S proučevanjem njegovih kosti lahko bolje razumejo, kako močan je bil skelet teh velikanskih dinozavrov. Kako so dihali, kako visok krvni tlak so potrebovali, da je kri prišla do njihove glave in koliko hrane so potrebovali vsak dan. Obstaja še ena skrivnost, ki obdaja njihovo smrt. Na podlagi stanja fosilov nekateri znanstveniki verjamejo, da so ti morda umrli zaradi nenadne okoljske katastrofe. Možno je, da jih je nenadna in zelo močna poplava hitro prekrila z blatom in usedlinami. Če je to res, je to tudi razlog, zakaj so njihovi ostanki tako dobro ohranjeni tudi po milijonih let. In zaradi te izjemne najdbe zdaj veliko jasneje vidimo, kako velike so lahko postale dinozauri v pozni kredi. A čeprav je Dreadnoughtus res impresiven, še vedno ni največji velikan, ki ga bomo videli na tem seznamu. Kajti naslednji dinozaver spada med tista bitja, ki so ponovno zanetila razpravo o pravem kralju prazgodovinskih velikanov. Številka 3. Patagotitan. Nekatere odkritja so rezultat večletnega iskanja in obstajajo tudi odkritja, ki so se zgodila zgolj zaradi preprostega naključja. Tako se je začela zgodba Patagotitana. Na prostranih ravnicah Patagonije v Argentini so na enem ranču nenadoma opazili ogromne kosti. Ko so o tem obvestili paleontologe, se je začelo eno najpomembnejših izkopavanj dinozavrov v sodobnem času. Ko so kopali globlje, je postajalo vse bolj jasno, da niso našli navadnega dinozavra. Iz zemlje je prišlo na stotine fosilov. Našli so kosti več različnih osebkov. Našli so tudi zobe mesojedih dinozavrov, ki so morda takrat tavali po istem ekosistemu. Vendar pa je najpomembnejša najdba ostanki izjemno velikega titanozaura, ki ga znanost še nikoli ni opisala. Tukaj se je rodilo ime Patagotitan. Izhaja iz besed Patagonija in Titan, velikani iz starodavne grške mitologije, in za mnoge znanstvenike je ime zelo primerno. Ko so novice o tem prvič prišle v javnost, je hitro postalo središče pozornosti celega sveta. Čeprav še niso bile vse fosilne najdbe popolnoma preučene, je bilo tako jasno, da je to resen kandidat za naziv največjega dinozaura, kar so jih kdaj odkrili. Nekatere izmed prvih ocen so nakazovale, da bi lahko presegel dolžino modrega kita. Toda kot pri številnih odkritjih velikanskih dinozavrov so se pojavile tudi razprave. Ko se je število raziskav povečalo in so postale rekonstrukcije v kosti bolj podrobne, so se nekateri podatki spremenili. Novejše znanstvene ocene običajno postavljajo Patagotitana. Približno 30 metrov dolg in težak okoli 50 do 57 metričnih ton. Čeprav so nekatere zgodnje ocene padle, ostaja še vedno eden največjih živali, ki so kdaj hodile po zemlji. Da si lažje predstavljate njegovo velikost, si zamislite bitje, katerega stegno je višje od večine ljudi. Obstajajo fosili, ki kažejo stegnenico, dolgo skoraj 8 čevljev. To samo je dovolj, da vidimo, kako veliko telo so podpirale njegove noge. Tako kot drugi titanozauri, tudi Patagotitan ni bil plenilec. Bil je rastlinojed, je večino življenja preživel z uživanjem ogromnih količin rastlin. Njegov dolg vrat mu je omogočal dostop do širokih delov gozda, ne da bi se moral veliko premikati. V njegovem času je bila Patagonija videti povsem drugače kot danes. Namesto suhih ravnic, jih poznamo danes, veliko delov tega območja je bilo takrat bolj zelenih, z rekami, gozdovi in dovolj vegetacije, da so lahko podpirali velikanske živali, kot je ta. Eden od razlogov, zakaj je Patagotitan tako pomemben, je tudi količina fosilov, ki so jih našli na istem mestu.
To ni bila le ena kost ali del okostja. Obseg najdenih ostankov je raziskovalcem omogočil jasnejšo sliko o tem, kako so v resnici živeli velikanski titanozavri. Danes titanozavri. Kljub temu pa ostaja skrivnost, zakaj so našli toliko posameznikov na enem mestu. Obstaja teorija, ki pravi, da je morda prišlo do niza močnih poplav, ki so v različnih obdobjih pokopale njihova telesa. Obstaja pa ena možnost, da je bila na tem mestu nekoč vodni vir. Če je vir vode presahnil zaradi močnih podnebnih sprememb ali dolgotrajne suše, se dinozavri morda večkrat vračali tja, dokler niso poginili. Do danes še ni popolnega odgovora. Toda ne glede na to, kaj se je v resnici zgodilo, je rezultat eno najpomembnejših fosilnih najdišč v zgodovini paleontologije. In zaradi Patagotitana se je še bolj okrepila razprava o tem, kateri je bil v resnici največji dinozaver, ki je kdaj živel na Zemlji. Toda, čeprav je bil ta zelo velik, še vedno nismo na vrhu seznama. Kajti naslednji velikan je eno najbolj kontroverznih imen v svetu raziskovanja dinozavrov. Bitje, ki se vedno znova pojavi, ko odkrijejo kakšen nov fosil. Vprašanje, kdo je bil resnično največja žival, ki je hodila po Zemlji, se znova odpre. Številka 2. Puertasaurus. Kaj če vam povem, da obstaja dinozaver, ki je imel lahko prsni koš širši od učilnice? To ni pretiravanje. To je razlog, zakaj je Puertasaurus še danes ena najbolj osupljivih skrivnosti paleontologije. Še bolj presenetljivo pa je, da ni dobro poznan. Namreč, namesto popolne okostnice so našli le zelo malo fosilov tega dinozavra. Znanstveniki so v Patagoniji v Argentini našli le nekaj vretenc. Za večino ljudi se zdi skoraj nemogoče sestaviti podobo celotnega dinozavra iz le nekaj kosti. Toda za paleontologe je vsako vretence kot delček načrta. S primerjavo z drugimi fosili titanozavrov so postopoma sestavili možno podobo enega največjih živali, ki so kdaj živele na Zemlji. Poimenovali so ga Puertasaurus, v čast raziskovalcem, ki so pomagali pri odkritju in preučevanju njegovih ostankov. In bolj ko so poglabljali analizo, bolj je postajalo jasno, kako zelo se razlikuje od drugih velikanskih sauropodov. Ena najpomembnejših najdb je bil ogromen vretenc iz njegovega hrbta. Do danes spada med najširše vretence, kar so jih kdaj odkrili pri kateremkoli sauropodnem dinozavru. Zaradi tega veliko znanstvenikov verjame, da je imel Puertasaurus izjemno širok prsni koš. Z drugimi besedami, ni bil le dolg ali visok, ampak je imel tudi izjemno široko telo. Na podlagi različnih znanstvenih ocen je lahko dosegel dolžino skoraj 30 metrov ali več. V preteklosti so bile celo še bolj drzne ocene. Vendar je večina sodobnih raziskav bolj previdna pri navajanju natančnih števil, saj še vedno primanjkuje fosilnih dokazov. To je razlog, zakaj se ime Puertasaurus pogosto pojavlja v razpravah. V razpravah o največjem dinozavru v zgodovini se pojavlja ne zato, ker bi bil zagotovo številka 1, ampak zaradi njegovega izjemnega potenciala na podlagi omejenih najdenih fosilov. Če so nekatere rekonstrukcije pravilne, je to morda eden največjih trupov, kar jih je bilo kdajkoli opaženih pri kopenskih živalih. Predstavljaj si bitje, katerega telo je skoraj tako široko kot majhen učilnica. In vse to podpirajo 4 noge, ki morajo vsak dan nositi desetine ton teže. Tako kot drugi titanozavri je tudi Puertasaurus rastlinojed, ne lovi. Namesto tega je svoje življenje preživel z uživanjem ogromnih količin rastlinja, da bi podprl svoj ogromen metabolizem. Verjame se, da je živel v zelenih gozdovih pozne krede v Patagoniji, svetu, ki je bil povsem drugačen od tistega, ki ga vidimo danes. V tistem času je bilo podnebje toplejše in bolj vlažno, bilo je veliko gozdov, rek in obilice rastlinja, ki so služili kot glavni vir hrane. Vir hrane za velikanske sauropode. Eden od možnih razlogov, zakaj so bili ti velikani tako uspešni, je bil tudi njihov način življenja. Nekateri znanstveniki verjamejo, da so se veliki titanozavri morda gibali v skupinah ali čredah. Takšen sistem zagotavlja dodatno zaščito pred plenilci, še posebej za mlade osebke. In čeprav skoraj noben plenilec ni mogel napasti zdravega odraslega Puertasavra, pa niso bili tako srečni novorojeni in mladi dinozavri. V istem ekosistemu so bili veliki teropodni plenilci, ki so lahko predstavljali grožnjo šibkejšim članom njihove vrste. Toda, ko Puertasaver popolnoma odraste, je njegova velikost sama po sebi obramba. Ni mu treba hitro teči, ni mu treba loviti. Včasih je dovolj že to, da si tako velik, da nihče ne želi poskusiti napasti.
Do danes ostaja naše znanje o Portasaverju omejeno zaradi majhnega števila najdenih fosilov. Vendar je ena stvar jasna. Če bi nekega dne našli bolj popolno okostje, bi to lahko ponovno spremenilo seznam največjih dinozavrov v zgodovini. In zdaj smo prispeli do zadnje faze našega potovanja. Naslednji dinozaver je eden najbolj kontroverznih in najbolj razpravljenih velikanov v celotnem svetu paleontologije. Za nekatere je to resnično najdaljša žival, ki je kdajkoli živela, za druge pa še vedno ni dovolj dokazov, da bi mu dokončno podelili krono. Vendar pa je ena stvar zagotovo. Naslednji na našem seznamu je legenda v svetu dinozavrov. Številka 1. Argentinozaver. Več kot stoletje iskanja dinozavrov nas vedno znova vrača k enemu vprašanju. Kaj je pravzaprav največja žival, ki je kdaj hodila po zemlji? Veliko imen je bilo kandidatov. Toda za številne paleontologe je eno ime vedno del razprave. Argentinozaver. Zanimivo je, da se je tudi njegova zgodba začela z enostavno napako. V poznih 80 letih prejšnjega stoletja so v Argentini na zasebnem zemljišču našli ogromno fosilno najdbo. Na prvi pogled ni bilo tako jasno, kaj je to. Nekateri so celo mislili, da gre le za del starodavnega lesa, ki se je sčasoma spremenil v kamen. Toda z več pregledi in izkopavanji je postajalo jasno, da so našli kosti. To je bilo od bitja, ki je bilo veliko večje od skoraj vseh takrat znanih dinozavrov. Tukaj se je začela prepoznavnost Argentinozavra. Do danes njegov skelet še vedno ni popoln. Toda čeprav so fosilni dokazi omejeni, je bilo najdenih dovolj kosti, da so znanstveniki razumeli, da gre za pravega velikana. Pravzaprav so nekateri njegovi vretenci med največjimi, kar so jih kdaj našli pri katerikoli kopenski živali. Ker je okostje nepopolno, paleontologi uporabljajo različne znanstvene metode za ocenjevanje njegove velikosti. Primerjajo najdene kosti z bolj popolnimi okosti drugih titanozavrov in na podlagi tega sestavljajo možno skupno velikost. Tu se začne razprava. Obstajajo ocene, ki pravijo, da je bil dolg več kot 30 metrov, nekateri pa so bolj previdni. Nekatere študije prav tako predlagajo težo več kot 60 metričnih ton, medtem ko druge ocenjujejo še več. Zaradi tega še vedno ni natančne številke, ki bi jo sprejeli vsi znanstveniki. Vendar pa je ena stvar, s katero se skoraj vsi strinjajo. Argentinozaver spada med največje živali, ki so kdaj živele v zgodovini Zemlje. Njegov vrat je lahko dolg kot več mestnih avtobusov povezanih skupaj. Njegove noge so kot kamniti stebri, ki podpirajo premikajočo se stavbo. In kljub svoji zastrašujoči velikosti je bil le rastlinojed. Vsak dan je moral pojesti ogromno količino rastlin, da je lahko vzdrževal svoje telo. Predstavljaj si, koliko dreves, listja in rastlinja potrebuje žival, ki tehta več kot 20 ton. Morda je prav zato spremenil tudi samo okolje okoli sebe. Ko skupina Argentinosavrjev prečka gozd, verjetno spremenijo videz kraja že samo s svojim prehranjevanjem in gibanjem. Toda tudi takšen velikan ni povsem varen. Obstajajo dokazi, ki kažejo, da so bili nekateri izmed največjih. Največji teropodni plenilci v Južni Ameriki so lahko napadli mlade Argentinosavrje ali šibke in ranjene člane njihove vrste. Čeprav niso bili lahke tarče, tudi niso bili povsem nepremagljivi. In obstaja še ena slabost velikosti. Ne moreš hitro teči. Na podlagi biomehanskih študij se verjame, da se je Argentinosaurus gibal počasneje v primerjavi z večino manjših dinozavrov. Njegova velikost je bila njegova glavna obramba, ne pa hitrost. Toda pa je bilo to dovolj milijone let. Velikanski titanozavri so uspeli in njihova populacija se je razširila. Prevladovali so v starodavnih ekosistemih in postali eni najuspešnejših velikih živali v zgodovini. Nato je prišel konec. Približno pred 66 milijoni let se je zgodil eden največjih izumrtij, kar jih je naš planet doživel. Po današnjem splošnem znanstvenem soglasju je bil glavni vzrok te katastrofe izjemno velik trk asteroida v bližini današnjega Mehike. Sledile so hude podnebne spremembe, izginotje sončne svetlobe zaradi prahu v atmosferi, zlom prehranskih verig ter množično odmiranje rastlin in živali. Ni pomembno, kako velik je bil dinozaver, ni pomembno, kako dolgo je vladal Zemlji. Ko se je spremenil celoten planet, niti velikani, kot je Argentinozaver, niso preživeli. In morda je to najbolj osupljiv del njihove zgodbe. Milijone let je narava ustvarjala bitja, ki so bila daljša od hiše, težja od več slonov in večja od katerekoli živali, ki danes hodi po zemlji.
A vendar so na koncu največja bitja, ki so nekoč stresala zemljo z vsakim svojim korakom, ostala le kot kosti, zakopane pod kamnom, tihi opomniki sveta, ki ga nikoli več ne bomo videli.